David Bowie je ameriški kipar oziroma multimedijski umetnik, ki se izraža preko različnih robotskih inštalacij. V večini njegovih del postavlja senzorje v prostor in s tem zaznava določene naravne fenomene, ki jih potem prenaša v galerijo. Seveda gre za teleprezentnost, kjer je mogoče te prenose izvajati zares na velike razdalje, tako da s tem, ko stojimo pred njegovim kinetičnim delom, se lahko teleportiramo na tisto lokacijo, kjer so ti njegovi senzorji postavljeni. Tako recimo poznamo njegove postavitve, kjer zrcali v zaprte prostore, recimo valovanje ali pa plimovanje na odprtem morju, situacije v gozdu ali pa situacije v urbanem prostoru. Tukaj v tem primeru, v postavitvi, ki jo imamo v galeriji Kapelica, prenaša situacijo iz roba Michiganskega jezera, kjer sam živi in kjer je vsak dan zelo vetrovno, in iz obale, kjer so postavljeni senzorji, jemlje inspiracijo s tem, da nabere oziroma jemlje za te indikatorje vetra posušene cvetove oziroma posušene rastline s posušenimi cvetovi, naredi neko polje teh trav, tako kot je na tisti lokaciji. Senzor, ki zaznava vetrno aktivnost, pa prenaša to gibanje teh trav, ki plapolajo v vetru, v galerijo čez tako rekoč polzemeljske oble. Sama ta postavitev gradi na tej neki izkušnji tega prostora, ki ga tam lahko nekdo zazna, pri tem, da na zelo subtilen način z množenjem teh trav, pa hkrati tudi z specifičnim zvokom teh koračnih motorčkov, ki premikajo te rastline, pričara to vzdušje tega gibanja in tega zvoka, ki ga te suhe trave povzročajo v tej vetrni aktivnosti. Zdaj, dejansko je celotna postavitev kontemplativne narave, ne zgodi se veliko, ampak s tem, ko opazujemo, ko ostanemo v prostoru več časa, lahko vidimo te vzorce pihanja in lahko na zelo avtentičen način podoživimo tisto situacijo na tej obali jezera. Tako da gre v bistvu za en tak vsebinsko lažjo postavitev, je pa zato toliko bolj poetična in kontemplativna in dejansko imamo en iztrgan košček narave postavljen v urbanem prostoru in ta urbani prostor nas v bistvu kliče k zavesti, ozaveščanju tega nekega naravnega, odprtega prostora, ki je tam zunaj in ki nas kliče in vabi, da zapustimo te urbane sredine.